Lep in prijazen dan želim iz ne prav prijazne Ljubljane. Ne boste verjeli. Ljubljana je kot po zimi, ali kot jeseni, kako ljubše. Nahajamo se na Zaloški cesti, ki nam omogoča dovoz do naše največje bolnišnice v državi, in sicer kliničnega centra, z vsemi ostalimi bolnišnicami. Kot vselej doslej, ko se javljamo iz glavnega mesta Slovenije, je naš namen seveda vse, ki ste udeleženi v prometu ali pa to boste, opozoriti, da ste dolžni voziti po predpisih, in sicer tako, da boste obvarovali sebe in seveda vse ostale udeležence v prometu. Od avtomobilistov, kolesarjev, motoristov in seveda tudi pešcev, ki se vodijo med najbolj ranljivo skupino. No, mi smo zdaj v področju Njegoševe ceste in tukaj na desni strani vidite znamenito ljubljansko polikliniko, eno od najstarejših ali pa starejših naših zdravstvenih objektov. No, tukaj bomo se usmerili na Masarikovo cesto. To je bil Masarik v tom, da veste. Če ne veste, si boste to pogledali na Wikipediji, da vas ne bomo vznemirjali z dodatnimi podatki. Tam naravno vidite to veliko zgradbo, stanovanjski objekt, ki so ga pred leti zgradili, vendar kot vemo, še vedno niso prodali vseh stanovanj v njem. Pa tudi kako bi se cena ni prav slovenskemu žepu primerna. Tisti, ki pa denar imajo, pa zagotovo ne bi kupovali stanovanja v bližini železniške postaje, kjer v bistvu vsak dan vozi na desetine vlakov proti naši Luki Koper oziroma proti izhodnemu delu Slovenije, to je zadnji postaj v Sloveniji, Hodošu, ki se nahaja v slovenski pokrajini Prekmurje, natančneje Goričkem. No, zdaj bomo tukaj zavili naprej omenjeno Masarikovo cesto in tam v daljavi boste zagledali 3 stolpnice. Prva je S1, ki so jo pred leti gradili podobni desetletji gradbeniki Slovenije cestne tehnike. Nato pa sta 2 nova objekta, v kateri pa se nahaja v enem hotel Intercontinental, drugem pa bo še en drug hotel. Na levi strani boste zdaj zagledali znamenito ljubljansko avtobusno postajo, ki je sramota glavnemu mestu Slovenije, ampak župan bo rekel, da to državi, ker država je odgovorna za avtobusne postaje. Pač ni. No, mi bomo zdaj tukaj zavili v samo središče mesta in bomo omogočili pogled še
utrinek iz Miklošičeve ceste. Kdo je bil Miklošič, pa boste ravno tako pogledali. To je znamenitež, slovenski znamenitež, ki je vreden poklona. Njegov kip pa danes stoji v parku in sicer na tistem delu, ki gleda proti tukaj vidnem objektu, in sicer objektu poln sodnikov. No, ne bi če bi vzeli naravnost, bi šli do samega mestnega središča, ampak ker je zaprto, bomo tukaj peljali se po Dalmatinovi cesti in zaključili svoj prispevek z pogledom na ta objekt, ki ga vidite naravnost, in sicer to je nacionalna RTV hiša, ki jo v bistvu vsi tako visoko cenite in spoštujete. Lepo se imejte, lepi prijazen dan želimo iz ulice, ki nosi ime Komenski. Kdo pa je bil, pa boste ravno tako pogledali v Wikipedijo. Lepo se imejte, lep dan želimo iz Ljubljane.